vsak se bo priklonil njemu. Lepo pozdravljena, draga cerkev. Teden je naokoli in spet smo skupaj. Kako lepo. Upam, da ste imeli dober teden in da je za vami veliko duhovnih zmag. Duhovne zmage še kako potrebujemo v teh težkih časih. Ja, preživeli smo leto 2020 in po enem mesecu že izkušamo težo življenja leta 2021. COVID-19 je še vedno glavna tema našega življenja. Vse se vrti okrog njega. K temu moramo še dodati vso težo in vprašanja glede cepiva in cepljenja, zapiranje in odpiranje šol, trgovin, gospodarstva, potovanj, meja znotraj države in zunaj države, pričakovanje nove pandemije, sevov, potresi drug za drugim vsak dan in požari, poplave, orkani, gospodarski nemiri in pretresi svetovnih borz. Kriza zaupanja. Komu v tem času verjeti in zaupati? Osebne bolezni in strahovi zaradi vse večje negotovosti. Velik porast depresij in samomorov, posebej med mladimi in celo med otroki. In še bi lahko naštevali. Življenje se mi zdi, kot da bi se plazili po minskem polju z zavezanimi očmi in v strahu čakali, kaj nas bo še doletelo. Nihče ne ve, kaj bo prinesla prihodnost. Namesto da bi dodala lastna ugibanja o prihodnosti, bi se rada lotila temeljnega vprašanja, ki vedno velja. Kako naj živim? Kako naj živimo v takšnih časih? Verjamem, da bo današnja Božja beseda dala nam vsem odgovor na to vprašanje. Prisluhnimo. Nahajamo se v pismu Kološanom, ki smo ga letos začeli skupaj odkrivati in preučevati. V teh nekaj vrsticah, ki jih bomo danes prebrali, nam naš ljubeči Bog odkriva način, kako živeti v težkem času. Kako naj živimo v težkih časih? Sveto pismo je edina knjiga, ki nam ponuja prave in resnične odgovore za zmage in navodila za preživetje v teh težkih časih. Preden bomo pogledali, kaj nam Bog ponuja v tem težkem času, se vprašajmo, s katerimi vprašanji in odgovori se borimo v tem času. Naprimer, cepljenje proti covidu, da ali ne? Od kod anksioznost oziroma strahovi v mojem življenju? Kako je možno, da sem tudi jaz prišel do depresije? Šolanje na daljavo, da ali ne več? Ali Bog res skrbi zame? Kdo sploh Bog je? Kakšna prihodnost me čaka? Kaj bo z mojim zdravjem, z mojo službo, mojimi otroki? Kaj se je zgodilo z odnosom do otrok, do prijateljev? Ali pa kako mediji vplivajo na moje življenje? In še mnoga in druga vprašanja, na katere iščemo odgovore. Ker ne moremo dobiti odgovorov na vsa ta in druga vprašanja danes, bomo poiskali odgovor na vprašanje, okrog katerega se v zadnjem mesecu iskri največ mnenj in komentarjev. Ta pa je cepljenje proti COVID-19. Da ali ne? Tudi mi verni se sprašujemo enako, kaj ne? Ali bi se cepili ali ne? Vsi vemo, da je pandemija COVID-19
in njegovih sevov zajela in prestrašila cel svet. Strokovnjaki nam sporočajo, da je cepljenje ključ za obvladovanje in rešitev pandemije. Sporočajo nam še, da se bomo vrnili v normalno življenje samo z večinsko precepljenostjo svetovne populacije. Toda trenutna ponudba cepiv je sprožila ključna etična vprašanja glede cepiv. Ali mi lahko Sveto pismo pomaga pri odločitvi za cepljenje ali proti njemu? V pismu Kološanom 4:14 apostol Pavel piše: Pozdravlja vas Luka, dragi zdravnik. Ta dragi zdravnik Luka, ki je tukaj omenjen, je tudi pisec 2 novozaveznih knjig: Evangelija po Luku in apostolskih del. To nam pove, da Bog in Sveto pismo ne odklanjata medicine, zdravnikov in zdravil, temveč jih zelo visoko cenita in spoštujeta. V Svetem pismu bomo na nekaterih mestih našli jasna navodila, kako ravnati v primeru različnih bolezni in kako se nekatere bolezni lajšajo in zdravijo. Zato samo cepljenje ne bi smelo predstavljati večjega problema pri odločanju za ali proti. Sveto pismo tukaj daje navodila, da je kristjanom vse svobodno, torej tudi cepljenje, in naj se za ali proti odločamo po veri. Eni verjamejo, da je cepljenje dobro in koristno, drugi nasprotujejo cepljenjem. Kdo ima prav? Načelo, ki velja pri takih in podobnih odločitvah, pravi, da ne smemo soditi drugega, ki verjame drugače. Namesto obsojanja ne smemo biti v spotiku drugemu, ki se odloča drugače. Kajti karkoli ne izvira iz vere, je greh. O tem načelu, ki velja za različna področja, govori celo 14. poglavje pisma Rimljanom. Vzemite si čas in ga preberite. Bolj problematično od vprašanja cepljenje da ali ne, je vprašanje, iz česa je narejeno cepivo. Če je cepivo narejeno iz naravnih sestavin, za cepljenje ne bi smelo biti ovir. Ovire so samo v primeru, če je cepivo izdelano iz živih celic, ki so vzete iz človeških bitij, z nasilnim dejanjem, naprimer odvzemom brez dovoljenja osebe ali z umorom zarodka žive osebe. Junija leta 2020 je revija Sciences poročala, da je bilo vsaj 5 cepiv proti koronavirusu narejenih iz celičnih linij, splavljenih otrok, ki se je že zgodilo v 60. letih 20. stoletja pri izdelavi cepiv proti rdečkam, proti noricam, hepatitisu A, pasovcu, hemofiliji, artritisu in cistični fibrozi. Ta ista revija pravi, da cepiva proizvajalca Moderna in Pfizer, ki se trenutno pošiljajo po vsem svetu, ne vsebujejo celičnih linij ploda. Torej, etično in moralno niso sporna in po svetopisemskem učenju naj ne bi obstajal razlog za nasprotovanje cepljenju s tema 2 cepivama. Naj to razpravo za cepljenje proti koronavirusu ali proti njemu zaključim 4 načeli, ki nam bodo olajšala odločitev za ali proti. Prvič, nikoli ne smemo delati zla, da bi iz njega dobili dobro. V pismu Rimljanom 3:8 beremo: Ali naj bi počenjali zlo, da bi iz tega prišlo dobro?
Apostol Pavel nas opozarja, da nihče od ljudi ni zmožen narediti kaj takega, da ne bi z dobrim hkrati povzročil še večjega zla. Tipični primer so vojne. Vojne se začenjajo z reševanjem nekega zla in na koncu se ugotavlja, da so povzročile še veliko več zla. Samo vsevedni in vsemogočni Bog, ki ljubi vse ljudi na svetu, je zmožen uporabiti zlo za delanje dobrega. Zato se apostol Pavel distancira od možnosti, da bi človek uporabljal zlo, ki naj bi rodilo dobro. Z drugimi besedami, distanciral se je od takšne etične drže, ki so jo nekateri odobravali. Mislim, da bi se od takega načela morali distancirati tudi mi, današnji kristjani. Ne bi smeli delati zla, da bi lahko prišlo dobro. Žal se to pogosto dogaja v svetu. Primer oboroževanja in uporov ter vojn, izdelovanje zdravil iz nasilno umorjenih, še nerojenih otrok, presaditve organov nasilno odvzetim osebam, kjerkoli, kadarkoli in komurkoli na svetu. Potem vprašanje razvoja in tehnologij in še bi lahko naštevali. Samo Bog ima neskončno modrost in zmožnost za upravljanje s celotnim svetom, polnim greha, v katerem lahko grozljive stvari spreminja v modre in dobre namene. Drugo načelo. Jezusa Kristusa in njegovo kraljestvo moramo ceniti bolj kot varnost ali zdravje. Zelo pogosto slišimo izjave: nihče nima pravice ogrožati sebe ali drugih, kaj ne? Ali se je temu sploh možno izogniti? V Svetem pismu na veliko mestih beremo, da nas Bog pogosto poziva, naj počnemo stvari ali naj se izogibamo stvarem, ki so za nas osebno zelo dragocene, da bi pokazali, da nam je Jezus Kristus in njegovo kraljestvo pomembnejše od naše osebne varnosti, od splošne varnosti ali udobja. In se žrtvujemo, da bi naredili, kar je prav in kaj za nas zahteva sam Bog. To načelo nam Jezus odkriva, ko nam reče, naj ljudem ne vračamo zla za zlo. On pravi, slišali ste, da je bilo rečeno oko za oko in zob za zob. Jaz pa vam pravim, ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem obrazu, mu nastavi tudi levega. Ali slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika? Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Ali pa, jaz pa vam pravim, ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. Ali, in če te kdo sili 1 miljo daleč, pojdi z njim 2. Ali, vam pa, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistem, ki vas sovražijo. Vsa ta načela delujejo v praksi in so oblikovana tako, da Jezusovi sledilci lahko pokažejo, da niso sužnji tega sveta in da najgloblje zadovoljstvo življenja ne prihaja iz potrebe, da bi rešili svoje življenje ali se izognili tveganju in maščevanju. Ko se odrekamo udobju in zadovoljstvu ali varnosti, da bi pričevali o Jezusovi vrednosti za nas in pričevali o svetosti in nedotakljivosti življenja druge osebe, ali pričevali o svojem upanju in prizadevanju za dobrobit druge osebe,
ali o našem zaupanju v Božjo nagrado, ki presega smrt in se na tak način podrejamo, poistovetimo z Jezusom. Ga pravzaprav povzdigujemo in cenimo bolj kot sebe in svojo samoohranitev. To nam bo prineslo drug in višji pogled na svet, ki ga ponavadi ne opazimo in ne vidimo. Torej, če se znanstvenik izogne uporabi tkiv in organov, odzetih dojenčkom ubitim pri splavu, ali če se navaden državljan izogne uporabi zdravil, za katere ve, da so bila razvita posebej s takšnim nabiranjem in raziskavami, je cilj tega početja ohraniti krščansko vest čisto in podrejenost evangeliju Jezusa Kristusa. Še toliko bolj pomembno in dragocenejše od katerekoli varnosti ali varnosti za zdravje, ki ga lahko pridobimo zaradi greha, ki ga počenjam. To je realno pričakovati po veri, ker Bog obljublja rešitve za vsak problem na svetu. Tretjič, pričujmo o svetosti življenja. Izogibanje raziskavam in izogibanje uporabi takšnih raziskav, ki smo jih omenjali, je le eden od načinov pričevanja resnice in vrednosti Kristusa v svetosti nerojenih in rojenih osebah. Ko premišljujemo in pričujemo o svetosti in nedotakljivosti življenja, bodimo proaktivni in ne bodimo tiho, temveč govorimo in ukrepajmo po svojih zmožnostih in načinih, ki nam jih Jezus priporoča, da zaščitimo nedolžnega človeka, življenja in njihovo uporabo za raziskovanje in eksperimentiranje. In četrtič, Bog vedno blagoslavlja načelno ravnanje. Kajti Bog časti integriteto in načelno ravnanje, ki temelji na njegovi resnici in njegovi lepoti in njegovi vrednosti. Dragi moji, Bog je Bog. On spoštuje integriteto in načelno ravnanje, ki temelji na njegovi resnici, na njegovi lepoti in njegovi vrednosti. Tudi če svet v tem ne vidi nobenega smisla. Sploh se ne zavedamo, kako pozitivne in neslutene učinke bi lahko dosegli, če bi verjeli Bogu in mu zaupali in se izogibali slabim odločitvam v korist dobrim. Bog ima rešitve za vse nas in za najbolj zapletene in nevarne situacije, ter nam lahko v njih podeli čudeže in neverjetno milost, saj je to dokazoval neštetokrat v zgodovini. Rajši se iskreno vprašajmo, komu bolj zaupamo, strokovnjakom ali Bogu. Ko bolj cenimo in potrebujemo, kaj bolj cenimo in potrebujemo? Vero ali varnost? Torej pazimo, da ne ravnamo kot mnogi raziskovalci ali kot običajni potrošniki na način, ki oskrunja telesa še nerojenih in rojenih biti, da se jih uporablja za našo osebno korist. Kot verniki vemo, da je svet podvržen boleznim in različnim težavam in nesrečam zaradi greha, ki je z Adamom in Evo vstopil v življenje vsakega rojenega človeka na tem svetu. Dobro je iskati rešitve in zdravila za bolezni, ki so naš vsakdan vse do konca sveta. Ali od iskanja zdravil za bolezni, ki so tukaj med nami, imamo nekaj bolj pomembnega. A to je iskati za zdravilo za greh. Kajti za zdravilo za COVID-19 je samo začasno zdravilo.
zdravilo za greh je veliko pomembnejše, ker je zdravilo za večnost. Sveto pismo pravi v pismu Rimljanom 3:23. Saj so vsi grešili in vsi so brez Božje slave. Najti zdravilo za COVID-19, ki nas omejuje in ločuje drug od drugega, je nekaj velikega. Najti pa zdravilo za greh je veliko več, saj rešuje našo omejitev in dostop do Boga, našega stvarnika, in rešuje našo ločenost od njega za vso večnost. Kaj je torej to zdravilo za greh? V Svetem pismu, v pismu Rimljanom 6:23 piše: plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Jezusu Kristusu, Gospodu našem. Zdravilo za greh je Jezus Kristus, dragi moji, ki je plačal ceno za tvoj in moj greh. In ta je bila njegova smrt na križu pred 2000 leti. Kdorkoli veruje v Jezusa in ga prizna za svojega odrešenika, ki bo odrešil njegove grehe, je odrešen in rešen za večnost. In ne umira več z večno smrtjo, ki je ločenost od Boga. In ločenost v večnem ognju in objemu Satana. To je evangelij, ki so ga sprejeli Kološani od apostola Pavla in prijateljev. Njim je apostol Pavel napisal pismo, ki nas spominja na to dejstvo. Zato želim, da preberemo teh nekaj vrstic, ko smo rekli na samem začetku, ki piše apostol Pavel takole: kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih. In sicer zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej v besedi resnice evangelija, ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sad in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo milost. Da, vera in upanje sta bila rešitev za Kološane v njihovih težkih časih. Vera in upanje sta rešitev za naše težave v današnjem času. In vera in upanje sta rešitev za vse težave do konca tega sveta. Kako lepo apostol Pavel pojasni, v koga naj bi upali. Upajmo, dragi brati in sestre, in verujmo, da bo Bog dal milost naši Sloveniji, našim ljudem, da bi spoznali Jezusa Kristusa in si pridobili to upanje za svojo večnost. Zato nas Bog kliče, da molimo za vse raziskovalce, da bi pri raziskavah poleg znanja in modrosti vključevali etični in moralni kodeks svetosti in nedotakljivosti življenja. Prav tako nas spodbuja, da molimo za oblast, da bi sprejemala pravilne in etične zakone in pogoje, kakor pravi v pismu Timoteju 2:2, da bi lahko živeli v vsej pobožnosti in v vsem dostojanstvu, mirno in tiho. Vendar nas še bolj kliče, da molimo za ljudi, ki še nimajo zdravila proti najstrašnejšemu in večnemu virusu, ki se imenuje greh in ki povzroča najstrašnejšo večno smrt. Zdravilo za ta virus
dragi moji, je evangelij upanje. Evangelij Jezusa Kristusa, ki so ga slišali in sprejeli Kološani. Kaj pa ti? Kaj pa jaz? Evangelij Jezusa Kristusa ima moč in edini ima moč za odpuščanje tvojih in mojih grehov, za brisanje naših grehov in vseh ljudi, če ga sprejmemo z vero. To je tista vesela novica, ki so jo z veseljem sprejeli Kološani. In ta vesela novica in resnica zagotavlja zameno za grehe naše večno Božjo milost in večno življenje z Bogom. Kdo si tega ne bi želel? Naredimo to danes. Zamenjajmo greh za Božjo milost. To je veliko več kot cepivo za COVID-19. Si ti že sprejel to cepivo? Poveril Jezusa Kristusa? Če ne, sprejmi ga danes in si zagotovi varno prihodnost. To lahko storiš zdaj. Enostavno, tako da povabiš Jezusa v svoje srce, v svoje življenje, v veri in z jasnim priznanjem. Jezus, ti si edina rešitev. Ti postani tudi moja rešitev. Jezus, postani moj zveličar in odrešenik. Če to veruješ in če to poveš, si odrešen. Tako pravi Sveto pismo. Če pa si Jezusa že sprejel, zastopaj ljudi pred Bogom v gorečih molitvah in v dejanjih ljubezni do vseh ljudi. In na koncu želim samo povedati tole. Verujmo, da je vsevedni in vsemogočni Bog na tvoji in moji strani, na naši strani in to bo ostalo do konca življenja, v vsakem času in v najtežjem času in bo dal potrebno rešitev in izhod iz vsake težke in najtežje situacije. Kakor je nekoč, tako tudi danes in tudi v tej pandemiji koronavirusa. Želim moliti za vse nas, za Božji dotik in za izlitje njegove ljubezni v naša srca, da bi ga sprejeli in mu verovali do konca. Oče naš nebeški, ki nas tako močno ljubiš, da si dal svojega sina Jezusa Kristusa, da nas osvobodi od vsega, tudi od pandemije in tudi od tega COVID-19. Hvala ti, Oče, po Jezusu Kristusu, da lahko molimo in da verujemo, da ti imaš rešitev za to pandemijo. In Gospod, jo sprejemamo tebe in verujemo, da nam jo boš dal. A hvala ti še bolj za večnost, ki nam ponujaš. V Jezusu Kristusu prosimo te, da bi to večnost sprejeli vsi, ki smo v Sloveniji. Po Jezusu Kristusu prosim in zahvaljujem. Amen. Hvala ti za križ, Gospod. Hvala, ker si ceno plačal vso. Nosil si sramoto, greh, iz ljubezni prišel, naklonil milost nam. Hvala za ljubezen, hvala za prebodene roke, krivičnost so umil z mene si. Moj greh odpustil, zdaj tvoj objem poznam. Vredno jagnje je na prestol dvignjeno,
vredno jagnjeje, vredno jagnjeje. Hvala ti za križ, Gospod, hvala, ker si ceno plačal so, nosil si sramoto greh, iz ljubezni prišel, naklonil milost nam. Hvala za ljubezen, hvala za prebodene roke, krivično so umil z mene si, moj greh odpustil, zdaj tvoj objem poznam. Vredno jagnjeje, na prestol dvignjeno, na najvišje mesto kronano, z večno zmago povzdignjeno. Visok in zvišen kralj, Jezus sin Boga, dragulj nebeški žrtvoval. Vredno jagnjeje, vredno jagnjeje, vredno jagnjeje, vredno jagnjeje. Tisti, ki stanuje v zavetju Najvišjega, ki prenočuje v senci Mogočnega, pravi Gospodu: moje zatočišče in moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam. Zares, on te bo rešil iz ptičje zanke, pred pogubno kugo. V svojimi krili te pokrije, pod njegove peruti se zatečeš. Ščit in oklep sta njegova zvestoba. Ne boš se bal nočne strahote, ne puščice, ki leti podnevi, tudi ne kuge, ki hodi v temi, ne žela, ki pustoši opoldne. Naj jih pade 1000 na tvoji strani, 10.000 na tvoji desnici, tebi se to ne bo približalo. Samo s svojimi očmi boš gledal, pa boš videl plačilo krivičnikov. Zares, ti, Gospod, si moje zatočišče. Najvišjega si postavil za svoje prebivališče. Ne bo te zadela nesreča, udarec se ne bo približal tvojemu šotoru. Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih poteh? Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadaneš ob kamen. Čez leva in gada boš stopal, poteptal boš mladega leva in morsko pošast. Ker mi je vdan, ga hočem osvoboditi. Branil ga bom, ker spoznava moje ime. Kliče me, pa ga uslišim. Z njim sem, ko je v stiski, rešim ga in mu izkažem čast. Z dolgostjo dni ga nasitim. Pokazal mu bom svoje rešenje. V prihajajočem tednu si večkrat preberimo Psalm 91. Naj nam sede globoko v misli in srce. V njem so Božje obljube, ki nam bodo prinesle varnost in mir, kljub težkim
časom, v katerih se nahajamo. Od vas se poslavljamo, polni upanja in pričakovanja. Vidimo se ponovno med tednom na naših preučevanjih preko Zooma. Imam pa še posebno obvestilo za vse otroke od 5. do 10. leta starosti. Društvo Vesela novica je za njih pripravilo poseben Valentinov program, ki bo v soboto, 13. februarja od 16. ure do 17:30 tudi preko Zooma. Link za prijavo boste našli na Facebook strani Društva Vesela novica. Nasvidenje spet v nedeljo, ki bo tudi obarvana z ljubeznijo. Spoznanje je milost, kot roža pomladi, kot sonce ujutru in korak po naravi. Le kdo je ustvaril to cvetje na poli? Gore mogoče in vodopotoki. Le kdo bi narisal zvezde le tebi? Do solza bi spustil, da človek ni v bedi. Dotrpel je na križu, se ponižal sebi. Da ti bo živel brez greha v veri. A glej ga je jutro, v srcu nov dan, vrstica v pismu prišla